dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Meni je zmanjkalo idej za videe, zato sem se odločila in pogledala Instagram profil Problemi punc, ker to je endless content. Dajmo pogledati. Also rabim ideje za videe, tako da če imate kako idejo, mi dali spodaj napišite, pa bom mogoče, maybe, I don't know, probably not. Ampak da vse napišete. Dajmo pogledati tale profil, by the way ne followam ga, what the hell? Ok, followed. Dajmo zdaj pogledati njihove objave, začnimo na začetku. Zadnja objava je bila tale. Mamice, jaz ne vem, a je to baby brain, ker te objave na mamice karkoli, so tak, nočem biti nesramna, res nočem biti nesramna, ne bom nesramna. Kakšne vrečke za smeti uporabljate? Nekaj me moti pri tej barvi, pa ne vem kaj. Kakšne uporabljate vi? Slike in predloge v komentar. Vrečka za smeti je model. Mi pa trenutno sploh ne uporabljamo vrečke za smeti. Mogoče zaradi tega, ker šparamo. Življenje je drago in YouTube ne plača dovolj. Ne zabavam se. Koš ga nesemo ven, ga usujemo v smeti in to je to. In se mi zdi, da manj plastike proizvedemo in se bolj počutimo bolj ekološka in prijazna. Ne vem. Barva vrečke fucking nima veze. Večemo, ne vem, a so kakšne barvila noter, mogoče to ni dobro za okolje ali neki, ne vem, ampak pač vrečka za smeti je, stari. Je res, da ene vrečke so še scented zraven in pa še 300-krat bolj smrdi. To je tako vložki, ki so scented. That's disgusting. Vsake smeti smrdijo, to je to. Mi ne uporabljamo vrečke, gre vse kar v potok zraven hiše. Veliko prešparaš na vrečke, on razmišlja isto kot jaz. Mi ne mečemo v potok sicer, ampak I love it. Ja, pač odvisen, kaj daš noter, to vidim, da ne vidite tam, ko imam svoj frizz čez, ampak mi probamo čim bolj povezati barvno z odpadki. Tako da, če lupimo krompir, damo rjave, monokrom pač, to je zdaj in. Sam res, one mamice, ki imajo kao, ki so beige moms, imajo ziher beige vrečke. Like, bele, beige, črna vrečka, ni šans, to je preveč barve. Zgremo naprej. Herpes, oziroma kar 2, propolis ne pomaga, kako si pomagati? Pa je tudi ušesno maslo. Iz lastnih izkušenj žal ne moram potrditi, saj herpesa nimam. Kaj se tu dogaja? Kaj če nimam ušesnega masla, lahko kot koga drugega? Oh my fuck. Jaz tega posta ne razumem. Ne razumem, kako ušesno maslo pomaga pri herpesu. Nimam herpesa, kot ta oseba, ne? Torej tudi nimam mnenja glede te objave. Naša babica je vedno govorila, da sta paradižnik in borovnice najboljša za pljuča in se je tega držala pri nas vseh, ker smo vsi imeli kakšne težave. Tretja stvar, tukaj manjka pika, tukaj manjka vejica, ki pa definitivno ful pomaga, ampak tole odsvetujem pri otrocih, je kava, ker ta res odpre dihalne poti. Mogoče smo zaradi tega v naši družini pili kavo že zelo zgodaj, pri 3, 4, 5 letih. Drugače pa D-vitamin velike doze in v zimskem času še pridobil. What? Ne vem, kaj pomaga pri pljučih, ampak jaz mislim, da kava ne. Kava odpre dihalne poti. Mislim, ne vem, načeloma najbolj pomaga to, da ne vejpaš, verjetno. Kar pa večina otrok že pri 3, 4, 5 letih. Gremo naprej. Mene pa zanima, o čem je fora, da hčerka 2 leti stara želi, da nosimo kape. Tudi sama in za pest. Je možno, da je kaj iz prejšnjega življenja ali lahko to neka motnja? Pač že, ko vstanemo, želi, da ima partner kapo na glavi. Velikokrat ne je, če nima ona ali kdo drug kape ali klobuka na glavi. Prav zanimivo je s tem. Hvala za odgovore. Ali je hči oven po horoskopu? In Ljubljana, we don't say, se strinjam, this can't be real. What? Ti komentarji rešujejo te poste. Jaz mislim, da je to bolj povezano s tem, da pač otroci pred 2 leti imajo ponavadi pač neke čudne želje in fore. In pač, ne vem, očitno hoče imeti kape. Najin otrok bo očitno zelo rad jedel, ker Jan skozi nosi klobuk. Pa še to kavbojski, tako da bo zelo vesela odraščala. Če bo oven po horoskopu. Če bo pa, ne vem, riba, bo hotela pa, da vsi nosimo sončna očala. Rodila sem se v začetku novembra, sedaj med prazniki pa bi moja mami na vsak način rada videla, da smo za novo leto vsi skupaj. Ok, jaz sem tudi rojena v začetku novembra, tako da relatam. Moji 2 sestri ter njunih 5 otrok, pri čemer sta 2 v vrtcu. Ok, ker je čas viroz in podobno se rekla, da nas ne bo, saj bo hči stara šele 2 meseca. Podlagi priporočil se izogibamo otrok, ki so še v vrtcu. Kaj ima to veze, da je rojena v začetku novembra? To je prvi škorpion ever, kar je weird. Disov nam jo. Kaj ima veze, da si se rodila v začetku novembra? Vse ostalo razumem. Mislim, da je tukaj bolj point ta komentar. Odvisno ali verjameš v nalezljivost ali ne. Jaz ne. Jaz verjamem in se izogibam in potem me noben ne naleze. Ne vem, kaj reči. Veš pa ja, v tem času, ko vsi zbolevajo, držite se stran od bolnih ljudi. Mislim, da nas je korona naučila tega, da pač se mačke izogibamo. Gremo naprej. Prosim samo iskrene odgovore. Fanta ljubim, ne želim poroke, samo zaradi tega, ker se bojim striptizete in tudi jaz nočem striptizete. Dejansko se sprašujem, ali bi bilo mogoče to prehode prošnja za bodočega moža. A na poroki rabiš striptizeto ali pa striptizerja. Nujno, tako pač rabiš, ne vem, župnika, da te poroči, pa priče, in ti rabiš tudi striperja zraven. To nisem razmišljala, da to je mogoče pa ja.
In mene skrbi za society. Jaz, bolj ko sem na tej strani, bolj me skrbi, kako ti ljudje živijo. Gremo naprej. Kaj date možnost za jesti zvečer, če se ukvarjate z otroci? Nekaj, kar si lahko sami pogrejo. Oh my fucking god. Tipi, naučite se fucking kuhat. Nadja. Korsic Nadja. Brikete. Simple. Lej, če imaš dost rada svojega moža, dej moja mačka je uno mokro hrano, veš kaj v vrečkici, če ga imaš tako res rada. Če ga nimaš ostan na briketih. Pa dajmo tek doli malo vode zraven, pač to je tudi fajn. Jaz se pa strinjam z ločitveno pogodbo. Ja, pač v naši bajti Jan ful boljš kuha kot jaz in posledično tudi večkrat kuha, ker kuha boljš. In si zna narediti fucking sam za jesti, tako da ne je briketo, no. Jaz tukaj zraven mene je Luna, ne morem vam je pokazati. Ona je brikete v tej bajti. Ne Jan. Jan si kuha sam. Pozdravljeni. V četrtek sem si shranila denar, ki ga moram predati naprej in si nikako ne morem spomniti, kam sem ga dala. Vem, da sem si ga prinesla v črni bundi domov. Kam sem ga odložila, nimam pojma. Iščem že 3 dni, ne najdem. Takrat sem bila zelo utrujena in sem ga samo nekam taknila, da ga ne izgubim. Bi mi lahko kdo pomagal. Actually, jaz sem po moje že večkrat, ker sem kdaj iskala, sem bila tako, should I Google? Kako naj pogooglam, kje so moje stvari? Zato jaz denar najraje shranim v kakšno blagajno nakupovalnega centra. Simple. Nadnaravno, moč uma. Probi se na nadnaravni ravni se poveš s tem denarjem in začuti njegovo energijo, kje je ta denar in ga boš našla. Zihar. Jezus Marija. O, mamice, a je normalno, da te mož ob vsakem prepiru blokira na Facebooku, ko neki otroci res? Vaša reakcija ob tem bi bila, star je fucking 13. To smo delali. Oh my god! Blocked, like for no reason. I think da tudi jaz sem to delala verjetno. Sem bila stara fucking 15. Mene punca na LinkedInu v strani, ki se skregam, a kaj bi vedno naredila v take primere. To so Melita, I love you. I love it, I love it. Jaz pa ne vem, če imam Jana dodanga na LinkedInu. To pomeni, da v bistvu sploh nismo officially skupaj. Simpatijo se dosti dopisujejo, also mamica si. Kakšne simpatije pri mamicah, Jesus. Skupaj delava v službi. On je izvedel, da obiskujem bioenergetika. On je zelo proti bioenergiji in temu rekel, da ga zelo odbijem s tem in da si nehala pisati in ohraniva službeni odnos. Well, energija je delovala. Če pač verjameš v energije, je ta energija odpeljala tega negativnega človeka iz tvojega življenja. Končano, gremo naprej, ni več tvoja simpatija. Naravno zdravljenje, tole bo zanimivo. Pozdravljeni, upam, da objava ne bo sporna. V moje življenje prišel človek, s katerim bi lahko zaživela neko novo življenje. Vendar imam velik problem. Sicer sem ga vprašala, če se je cepil, vendar mu nekako ne verjamem. Prosim, brez nepotrebnih komentarjev, je človek, ki se mu lahko zaupa, vendar pri tej zadevi sem izjemno skeptična in je tudi sam omenil, da lahko narediva pregled krvi, če bom tako želela. Ali se da dejansko preko krvi videti, da je nekdo cepljen ali celo kako drugače? Hvala na prijaznih odgovorih. Super. Slovenija, moj doma. Dobro vprašanje. Moje ne moreš to v krvi videti. Ful nima veze. Does it matter at this point? Zakaj je bil on tak? Gremo pregledati kri. In ja, če mu že na začetku ne verjameš, da se je šel cepiti. Oh my fuck, kakšne težave boste imeli šele pol v življenju. Gremo naprej, jaz ne morem. Mene vedno bolj me glava boli. Pač legit me začenja glava boleti. Nosečke. Mamice, malo prej je moj fantič cepljen proti pneumokoku. Neki z pljuči, pneumonija. Zdajle sem ga držala v roki in hranila, na roki pa začutila mokro. Polulal se je. Sem najprej mislila, da se je polulal čez pleničko, aha, nisem. Pa mislim, da ni to. Je možno, da je cepivo steklo ven, oziroma da je mokro odcepljeno. Tista vatka je namreč predvsem mokra toliko, da so važne tudi njegove. Ja, ven je steklo. Pač iz one lukne, sem direkt šlo ven. To je to. Is this baby brain? Pregnancy brain. Zanosiš, pa ne vem, pač tvoji možgani kar nekaj nehajo delati. Jaz sem cancelled over this. Ampak jaz imam tak feeling, pač jaz, ko bom noseča, ko bom imela otroka, v lifeu ne vidite na nek nosečka forumih, pa na mamice sprašujejo, pa ne vem kaj vse, ker jaz raje vprašam fucking ChatGPT, me vsaj šejma, ne, a veš, pač, ne vem, po moje ima malo boljši odgovor. V skupini Podarim ravno nekdo podarja okvir za posteljo 140x200, bom pogledala, hvala za inflacijo. To je to. Jaz vam rekla, da je tukaj autokorekt, kriv. Pozdravljene, zanima me vaša mnenja glede polivanja očetov. Kako se s tem sprijazniti, da bo vse dobro in ne konec nečesa novega ali kaj? Strah, da bi se kaj takega zgodilo, da bi šla spat in ne razli. Kaj polivanje očetov? Kaj? Ne vem. Hashtag zmedena sem. Kdo še fucking hashtag uporablja? Hashtag funny. Ni. Opa, zaprla sem. Fuck, kje sem stala? Mamice, imam problem. Pa ni za to grupo, sorry, a res pomagajte. Me danes šef nadrl, pa pol sem šla taka nadrkana v Lidl, pa butnala novega BMW-ja.
nauči se fucking pisati. To bi imela pa moja mat kaj zapovedati, ker pač te novi izrazi. Baje se v knjigah ne piše SP kot S.P. ampak se piše ESPE in pa tudi v več knjigah sem že res videla, da se napiše BEMWE. Why? Napiš Bayerische Motorenwerke ali neki, ne vem, ne mi pisati BMW. Sorry, to mi je bila personal, ker imam BMW-ja in ker sem strastna ljubiteljica slovenskega jezika. Ne to ko Nadja. Nadja je še vedno boljš zaradi tega, ker z Nadjo grema na kavo, ne greva na kavo. Greve na kavo. Zdaj pa sem na drinku, pa moram možu povedati. A se prav napiše, da sem butnila, da sem imela accident, ali kako? On je ful na te slovenske kavofore, ker je bosans, pa bi se rad učil jezika. Help, ker vsak help bo top. Mislim, ne bom, da je ta post tek na pol napisan v ne vem katerem jeziku. Mogoče celo v velenščini. Jaz bi to prebrala s takim velenskim naglasom. Nadja, prosim, shejtaj tole na TikToku, to je vse, kar bom rekla. Ja, pa še bosanca imaš, tako da the stage is yours. Mamice, mislite, da psi čutijo, ko smo noseče? Moja psica je namreč še bolj prijazna, kot je bila prej. Moja je vedela prej kot jaz. Jaz bi rekla, da lahko čutijo. Mislim, da tek pač zavohajo te stvari, ker se mi zdi, da psi itak zavohajo vse. Imaš menstruacijo, psa ne boš spravila stran od sebe, that is fucking insane. Takrat je malo annoying biti okrog psov, čeprav jih obožujem, ampak nekaj mi fucking rit vohat skozi. Ampak ja, jaz bi rekla, da lahko zavohajo. In potem je ta odgovorila, kako je vedla, ko sem jo dvignila, me je polulala. I'm just gonna move on. Zadnji post, to je to. Tam prebrala sem, oh my fucking god, koliko je folk zabit. Kam boste peljali svoje prvošolčke za prvi šolski dan? Nikamor, moja že v jaškem domu. To je tako danes bomo kuhali špagete s paradižnikom in potem je folk tako, kaj pa če ne maram paradižnika? Who asked you? Nobody fucking asked. Zakaj? Ja, fajn, če je tvoja že v jaškem domu, ta post ni zate. Also ja, se strinjam se, mogoče šolo, ampak polko je konc puka, to je bil po moj point. Mislim, da smo mi šli v kitajsko restauracijo jesti in pa smo vsako leto za prvi šolski dan hodili v kitajsko. Branem, to je vse za današnji video. Jaz obožujem ta page. Če boste hoteli videti še več, napišite dol spodaj. Drugače pa ja, lajkajte tale video, subscribite se na moj kanal, followajte me še na Instagramu, TikToku in na Xiaohongshuju. Paraj ne, zaradi tega, ker ste fucking hateful, ker ste Slovenci. Followajte me na Instagramu in na TikToku in lepo se imejte, veliko se smejte, pa prosim, ne imej takih butastih stvari objavljati na internet, ker goddamn. No, čeprav, mogoče dejte jih objavljati, zato vam pa jaz je zabrat na internetu. To je to, lepo se imejte, veliko se smejte, čau.